Dobro jutro iz Kopra. Oktober običajno za vse tekače predstavlja konec sezone rekreacijskih tekov, s katerim se po nekaterih ocenah ukvarja med 5 in 10% Slovencev, a najbolj zagrizeni tečejo celo zimo. Še posebej, če živiš na obali, pravi naš današnji gost, ki se je nedavno tega vrnil z ultratekaške preizkušnje z grško dušo, Spartatlon. Tam je med 270 tekači iz 49 držav ciljno črto prečkal s časom 27 ur, 7 minut in 10 sekund. Mednarodno združenje ultramaratoncev ga je razglasilo za športnika leta 2020. Z nami je Luka Videtič. Dobro jutro, čestitke. Zdravo, dobro jutro. Ura ni še 8, vi pa ste danes že odtekli koliko kilometrov? Zjutraj sem naredil 30 kilometrov, stal sem po 4, odtekel, se stuširal in prišel. Dejstvo, da ste ultramaratonec po duši in telesu, tečete že 15 let, preden greva na Spartatlon. Povejte nam, koliko kilometrov ste pretekli že v letošnjem letu in koliko morda v lanskem? V letošnjem letu sem 8300–8400 kilometrov, lansko leto pa 10.500. Kar je veliko več kot večina od nas, recimo prevozi na leto. Povejva, Luka, kaj je tisto, kar vas žene, kar vas gane? Zakaj ste začeli teči? Rekli ste, da ste bili od nekdaj športnik. Od nekdaj sem se ubadal rekreativno športom, malo sem menjaval, veslal, kolesaril, tudi neke igre z žogo zaradi družbe. Zdaj, za tek sem se odločil pred 15 leti, zato ker sem želel ostati zdrav, biti nekako v neki formi in je bilo enostavno. Sem kupil čevlje, sem si dal kratke hlače in sem tekel. Nisem rabil nobenega drugega pripomočka. 1 urca je bila dovolj, da sem se malo razgibal in iz tega se je potem razvila neka ljubezen, neka strast, brez katere danes pač ne gre več. Tečete vselej zjutraj ob zgodnjih jutranjih urah? Ja, tečem vedno pred službo, to pomeni, da ostanem 3:20, 3:30, se zrihtam in ob 4 sem ponavadi že vsako jutro na cesti. Zanimivo, kaj pravijo vaši sodelavci, so ponosni na ultramaratonca, ki ga imajo v svojih vrstah? Sodelavci so me sploh zdaj prijetno presenetili, ker so vsi sledili, so mi vsi čestitali, klicali, tako da ja, očitno spremljam, očitno so ponosni na to, da to delam. Povejva nekaj o Spartatlonu. Gre za zanimiv preizkus grški. Prihodnje leto bo praznoval 40 let od svoje ustanovitve. Udeleži se ga lahko samo 350 tekačev in vi trenutno nosite 6. slovenski rezultat. Koliko vam to pomeni, ste ponosni? Ponosen sem na to, da sem Spartatlon končal, ponosen sem na svoj čas. Ne more reči, da sem čisto 100% zadovoljen z letošnjim časom, uvrstitvijo, ker mislim, da bi lahko še malček stisnil iz sebe, ampak ja, drugače sem izredno ponosen na to, da sem Spartatlon končal in da sem eden od 16 Slovencev, ki so Spartatlon sploh končali. Ja, lahko rečemo, če imate vi 6. čas, da ima prve 4, naš ultramaratonec. Dušan Mravlje, ja. Dušan Mravlje, ki ga še enkrat pozdravljamo. Za koliko kilometrov gre, kdo vse lahko teče? Prebrala sem, da ima Spartatlon tudi strokovno komisijo. Spartatlon je v bistvu tek od Aten do Šparte, je 246 kilometrov. Tako da je kar zahtevno kilometrsko, zahteven je ta reljef, ogromno hribov, ogromno nekih gričkov, spustov, endemi po Makedamu, sploh ta nočni del, ko se pospeš na goro, je kot da bi šel tle na naš slavnik, tako da je izredno strmo, kamnito. Na Spartatlon je relativno težko priti, zato ker mesta so omejena, kar pomeni, da je vsako leto več prijavljenih, kot je mest na voljo. Zato je tudi strokovna komisija, ki se potem pač odloči, kdo pride, kdo ne pride. Eni grejo pač v žrebanje, drugi pa tudi direktno hvala svojim rezultatom odprej. Tukaj vidimo vas na Spartatlonu. Prijazno se bomo zahvalili našim mariborskim kolegom, ki so nam odstopili te posnetke. Rekli smo 246 kilometrov. Ja. Kakšne posledice pusti taka preizkušnja na telesu in kakšne pozitivne posledice ostanejo v možganih, v duši, bi lahko? Vsi si verjetno predstavljajo, da je človek utrujen, ne? Tako da utrujen si, neke mikropoškodbice nastanejo, drugi dan, jaz sem sicer drugi dan tekel, to pomeni v soboto sem zjutraj končal, v nedeljo sem odtekel neki, v groznih bolečinah, ampak sem odtekel, drugače jaz ponavadi to slabo prenesem, take napore, dobim vročino, kot da bi neko tako bolezen dal skozi, ne? Zdaj, to traja ponavadi 2–3 dni, potem sem pa že v redu. Zdaj, na dušo, bi rekel jaz, to ostane pa velik ponos, ne? Da se je nekaj takega končalo.
da se človek z nekim tako stvarjo sploh spoprijel, tako da sem izredno ponosen na to, da sem se tega sploh lotil. No, zdaj. Telo pa se itak hitro pozdravi, pa gremo naprej. Ne? Zanimivo je to, da sem nekje prebrala, da otrok, ko shodi in pač v prvem letu do nekje drugega leta in pol, veliko zadev opravi v teku in da je tek tudi zaradi tega naše izjemno naravno gibanje. Pravite, da vas tekače povezuje pozitivna energija, ampak zanimivo, da na tako težkih ultramaratonskih preizkušnjah ni konkurence, ni tekmovalnosti. Je to pozitivno? Ja, mislim, da smo ultratekači, vsi vemo, da bolj ko ne se borimo sami s sabo in z dolžino. Tekač, sotekač s tabo na progi ti bo pomagal, ti boš njemu pomagal, delamo si družbo, delimo si kakšen nasvet, spodbudo. Tako da neke hude tekmovalnosti se na takih tekmah ne vidi. Ni to kot nek maraton, kjer so, dajmo reči, v njih prvih 10-15 izredno tekmovalnih in izredno hitro tečejo. Tle v bistvu vsak ima svojo tekmo, vsak se bori sam s sabo in proba drugemu pomagati. Vi ste tek izbrali za način življenja, v njemu iščete pozitivno lepoto. Ima vsak od nas svojo mejo. Kaj razmišljate za vašo prihodnost? Jaz mislim, da si meje postavljamo sami. Ne? Tako da, če si meje ne postavimo, jo verjetno tudi nimamo. Ne? Jaz mislim, da špartatlon ni meja, česa je človek sposoben. Lahko teče dlje, to so se zanje tudi ljudje dokazali. Ne? Zase jaz si želim na špartatlon vrniti. Želim si vrniti leta 23, prej ne. Želim si vrniti bolje pripravljen, bolj pameten, bolj imeti vse te neke majhne postopke, bolj izpiljene in pač narediti boljši rezultat in boljšo uvrstitev. Tako da na špartatlon se vračam sigurno, ja. Jaz vam želim vso srečo. 27 ur teka ni mačji kašelj. Vas lahko spremljamo na kakšni ultramaratonski preizkušnji tukaj pri nas v Sloveniji? V Sloveniji bom nastopil 11. decembra je prvo državno prvenstvo na 100 km v Sloveniji v Ajdovščini, Stop mrzli reki. Tako da, ja, lahko, če kdo želi, lahko pride, dobrodošel. Najlepša hvala, Luka. Prosim. Jaz vam želim veliko sreče pri premagovanju ovir še naprej in predvsem v teku. Še čisto zadnje vprašanje. Vzamete koga tudi s sabo, če se vam pridruži na jutranjem treningu? Z mano tečeta moja dva psa, to sta vedno, drugače pa ne najdem prostovoljca, da bi šel z mano ob 4 zjutraj, tako da sem večinoma sam. Zdaj, če kdo želi, vsako jutro ob 4 živim na Maliji, me lahko počaka, pa greva skupaj narediti kakšen kilometer, ni problema. Najlepša hvala. Prosim, hvala. Ja, že v tretjem dokumentarnem filmu o špartatlonu, ki ga pripravljajo naši mariborski kolegi, boste spoznali vseh 5 slovenskih tekačev, ki so se te zahtevne preizkušnje lotili letos. V nadaljevanju oddaje preverjamo letošnjo oljčno biro.